Draga cerkev, lepo pozdravljeni ponovno v imenu našega Boga. Smo v času pričakovanja. Na eni strani pričakujemo, kdaj bomo premagali ta koronavirus. Na drugi strani smo v pričakovanju, kako se bodo iztekli božično-novoletni prazniki. Ali bistvo božičnih praznikov, ali eno izmed najbolj pomembnih pričakovanj mora biti pričakovanje in seveda spomin, da je Jezus prišel na ta svet kot zveličar, odrešenik. Emanuel, Bog z nami. Zato nismo sami. Sveti Duh je z nami. Sveti Duh nam želi razodevati tudi v teh praznikih, da nas Bog ljubi, da ima načrt, da je tudi to samo en prehod, ena situacija, borba, katero moramo premagati, da lahko spet nekako normalno zaživimo na tej zemlji. Pridimo v slavljenju in čaščenju. Naj bo naše srce prav zdaj v pričakovanju. Želim slaviti in častiti mojega nebeškega Očeta, ki je poslal svojega Sina na ta svet, da bi nam razodel, kako nas Bog ljubi in ima odprta srca, da želi voditi naša življenja. Draga cerkev, izkoristimo to bogoslužje, dajmo slavo in čast našemu Bogu. Naj bo On v sredini, centru našega slavljenja in čaščenja.
O Gospod, čudovito je slaviti in častiti Tvoje ime. Hvala Ti, da Ti skozi Svetega Duha deluješ v našem življenju, da se razodevaš, da Ti tudi zdaj, ko Te slavimo, odpuščaš, ozdravljaš, delaš čudeže med nami. In jaz te prosim, za vse, ki so moče v tem trenutku obupani zaradi situacije, ki so moče osamljeni, Sveti Duh, dotakni se njihovih src. Jezus, prosim te tudi v Tvojem imenu, za vse bolne, ki mogoče trpijo. Jezus, Ti si zdravnik, Ti sam si rekel, naj molimo, naj prosimo. In Ti si tak, ki ozdravljaš. In hvala Ti za vse čudeže, ki si jih že storil v življenju. In hvala tudi za vsak čudež, ki ga prav zdaj delaš, ko te molimo in prosimo zanj. In mi te želimo naprej slaviti, da Ti Tebi so slavo in čast. Sveti Duh, da to nam pomagaj, da v iskrenosti, odprtih src dajemo, častimo in poveličujemo Jezus Tvoje ime, kateremu pripada vsa slava in čast. Amen. Is the
Danes bomo nadaljevali temo in tudi zaključili, kakšna bogoslužja in kakšno čaščenje si želi Bog. Že smo pogledali, Bog je duh in ni pomembno mesto čaščenja, ampak mora prihajati iz človeškega srca v skladu z Božjo naravo in resnico. Nažalost sta Adam in Eva pretrgala odnos z Bogom in šla svojo pot. To pa je prineslo dve veliki uničujoči spremembi glede čaščenja. O prvi smo že govorili, problem malikovanja. Človek je začel častiti stvarstvo namesto stvarnika. O drugi pa bomo govorili danes. Moralni padec človeštva. Ampak poglejmo najprej nekaj resnic iz Svetega pisma, zakaj je Bog ustvaril človeka. Na začetku Svetega pisma beremo: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Ideja o podobnosti uči, da Božja podoba pomeni, da si ljudje z Bogom delimo določene lastnosti. Bog ima razum, ki ga je dal tudi človeku. Homo sapiens pomeni misleče bitje. Bog je moralno bitje in tako je ustvaril tudi človeka. Imamo vest in razmišljamo o dobrih in slabih stvarih. Božja podoba tudi pomeni, da lahko imamo odnos z Bogom in odnos z ljudmi. Ker ljudje nosimo Božjo podobo in nismo gola slučajnost, je človeško življenje svetu. Ljudje imamo enak izvor Boga in enako bistvo Božjo podobo. Zato moramo vsa človeška življenja obravnavati enakovredno, z dostojanstvom, sočutjem in skrbnostjo. To se tiče tudi kakršnegakoli nasilja, zlorab, telesnih, duševnih, čustvenih, spolnih. Napačne so vse oblike rasnih, etičnih, starostnih, ekonomskih, spolnih predsodkov ali več ali manj vrednosti. Poglejmo še nekaj svetopisemskih izjav o človeku. Kaj je človek, da se ga spominjaš? Sin človekov, da ga obiskuješ. Naredil si ga malo nižjega od Boga, s slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge. Kaj je človek, da je tako čudovito ustvarjen, da ima čudovite sposobnosti? Mi smo lahko navdušeni nad mnogimi človeškimi dosežki v umetnosti, znanosti, tehniki in še bi lahko naštevali. Človek se še vedno razlikuje od opice, vrste, iz katere bi se naj razvili. Mi nismo razvita višja živalska vrsta. Tako velika je razlika, prepad med človekom in živaljo. Človek je čudovito ustvarjen, da lahko skupaj s svojim stvarnikom sodeluje na mnogih področjih življenja. Človek je bil ustvarjen v svetosti in pravičnosti. V Efežanom 4. poglavje, 24. vrsta nam pravi takole: in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti
resnice. Božja volja je pravičen svet in tako je bil ustvarjen tudi človek. Nažalost se človeštvo velikokrat obnaša krivično, kruto, nečloveško. Kaj se je zalomilo? Zakaj je toliko krivic, izkoriščanja na tem svetu, če je bil človek ustvarjen kot krona stvarstva? Problem, grešni in moralni padec človeštva. V Svetem pismu beremo, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Kakor je pisano, ni pravičnega, niti enega. Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili. Ni ga, ki bi delal dobro, ni ga, niti enega. V teh vrstah pa vidimo žalosten, uničujoč opis človeka, ki je bil ustvarjen po Božji podobi. Izgubil je Božjo slavo, podobnost, postal je krivičen, se izpridil, grešen, namesto da bi delal samo dobre stvari, večkrat uničuje. Vsi smo zgrešili. Greh pomeni zgrešiti cilj v življenju, za katerega smo bili ustvarjeni. Ustvarjeni smo bili za čudoviti odnos z Bogom in drugim. Čaščenje pomeni imeti tudi pravi odnos s svojim stvarnikom. Kaj je rezultat greha? Mi nismo grešniki, ker grešimo. Mi grešimo, ker smo grešniki. Tukaj je velik problem človeštva, ki ga ne more rešiti noben človek, etika, morala, religija, ampak samo pravični Bog. Mi smo tako okuženi z grehom, da celo dobre stvari zaradi naših napačnih motivov izpadejo večkrat slabe, grešne. Jezus je grajal farizeje, ki so dajali miloščino. Zakaj? Saj je miloščina pomoč nekaj dobrega. Ker so bili njihovi motivi napačni, hoteli so priznanje od ljudi, kako so dobri. Vsi moramo priznati, da včasih, ko pomagamo ljudem, nekje v našem srcu je skrit motiv, da bi nas ljudje opazili in videli, kako dobri smo mi. Toda to ni iskren motiv pomoči. Grešne stvari niso samo slabe stvari, ki jih naredimo, pač pa so lahko tudi dobre stvari, ki jih nismo naredili. V Svetem pismu beremo, kdor torej zna delati dobro, pa ne dela, ima greh. Človek brez Boga bo velikokrat odšel daleč stran od Božje pravičnosti in svetosti. Napačno čaščenje in grešno, nemoralno življenje. V bistvu imamo dve skrajnosti. Ena je, da človek hoče svojo grešnostjo ugoditi Bogu. Trudi se na vse načine, da bi ugajal Bogu. Zato imamo toliko religij. In res je, da v vsaki religiji so tudi dobre stvari. Govorijo se o ljubezni, odpuščanju, dobrih delih, miru. Toda temeljijo na človeški moči. Človek pa je v osnovi padel greh in je grešen in ne more svojo pobožnostjo ugoditi Bogu. Na drugi strani pa je
druga ekstremna odločitev, da človek zavrže Boga in živi življenje po svojih standardih in merilih. Človek si misli, jaz sem svoboden in lahko živim tako, kot meni najboljše paše. Toda velikokrat zaide daleč stran od božjih standardov, nezvestobo, prevaro, nasilje, nemoralo in tako dalje. Človek, ki ne služi in ne časti svojega stvarnika, bo počasi na poti svojega uničenja. To se lahko zgodi in se tudi večkrat zgodilo, tudi v krščanstvu. Če bolj častimo tradicijo, človeške običaje in ne stvarnika, bomo zašli od Boga. Poglejmo nekaj vrsti Svetega pisma, ki opisujejo takšno stanje. Gospod pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da je vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno. Ali ne veste, da krivičniki ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti, ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne moške vlačuge, ne homoseksualci, ne tatovi, ne lakomniki, ne pijanci, ne obrekljivci, ne roparji, ne bodo dediči Božjega kraljestva. Mi ne moremo Boga častiti v duhu in resnici, če prej ne razčistimo svojo grešnostjo. On ne more sprejeti našega čaščenja, če je naše čaščenje podvrženo grehu, nemorale, daleč stran od Božjih standardov. V bistvu smo pred Bogom kot človeštvo vsi padli v greh. Greh je greh, pa če to obrekovanje blatene ljudi ali prevara, prešuštvo, umor ali karkoli drugega. Sam Pavel opisuje zelo jasno, kakšne posledice ima greh v našem življenju. Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. To je zapisal Pavel, ki je bil prej farizej, človek, ki je hotel do pikice izpolniti Božje zapovedi. Prišel je do spoznanja, da mu to ne more uspeti, ker je grešen. Kaj bomo storili? Kje je rešitev, izhod? Naše upanje je vrnitev nazaj na pravo čaščenje, opravljanje bogoslužju, ki temelji na zdravem odnosu z našim Bogom. Jezus je povedal, nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Jezus je prišel zaradi grešnikov. Smo v prazničnem, adventnem decembru, ko bomo ponovno praznovali Jezusovo rojstvo. Za mnoge je to samo družinski praznik in nič več. Toda Jezus je prišel, da bi umrl za naše grehe, da bi nam dal novo življenje, da nas izpelje iz greha suženjstva v novo življenje, svobode nad grehom, ki uničuje naše življenje in življenje cele družbe. Virus bomo premagali, toda postavlja se veliko vprašanje za človeštvo. Ali želimo z Božjo pomočjo premagati tudi greh in služiti in častiti našega Boga v duhu
in resnici. Božja beseda pravi, če torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Božja beseda nam obljublja, tisti, ki se odpre Kristusu, je nov človek. Kdor je v Kristusu, je nov človek, ki lahko živi življenje, za katerega je bil ustvarjen. Mi lahko živimo življenje brez Boga, tudi moči greha ne moremo premagati svojo močjo. Jezus se je rodil, prišel na ta svet, da premaga greh na mesto nas. Pismo Hebrejcem, 2. poglavju, 14. vrsti berem. Ker pa so otroci deležni krvi in mesa, je prav tako tudi on prevzel oboje, da bi smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča. Bog je prišel kot človek, da je z brezgrešnim življenjem odvzel hudičo oblast, ki jo je imel nad grešnim človekom. Jezus je umrl za naše grehe, da bi nas odkupil. Bog si želi pravo čaščenje in bogoslužje. Zato moramo priti k njemu z iskrenim srcem. Moramo najprej prositi odpuščanje naših grehov ali izpostaviti ponovno ta čisti odnos z Jezusom. Kajti, ko ga prosimo za odpuščanje, on nam odpusti in začne v našem življenju delovati eno novo delo. On nas ljubi. Mi beremo v Božji besedi moče težke besede, ampak govorijo o eni globoki iskrenosti. Približajte se Bogu in se vam bo približal. Umijte si roke grešniki in očistite si srca, vi, ki ste v duši razdvojeni. Začutite svojo nesrečo, žalujte in jokajte. Vaš smeh naj se spremeni v žalost in veselje v potrtost. Ponižajte se pred Gospodom in povišal vas bo. Ena iskrena molitev, odprto srca. Bog, tukaj sem. Odpusti mi vsak greh. In kaj vse je greh v našem življenju storil? Kaj vse je moče uničil v našem življenju? Kaj vse je moče uničil v življenju ljudi okrog nas? In Bog želi, da pridemo k njemu in ga prosimo za odpuščanje, da nam da novo možnost, novo priložnost, novo življenje, življenje zmage. Ali želim sprejeti Božje usmiljenje? Ali želimo sprejeti to veliko Božjo ljubezen? Za konec preberimo še vrsto iz pisma Efežanom, 2. poglavje, 4. in 5. vrsta. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil. Po milosti ste bili namreč odrešeni. O, čudovita, velika Božja milost, neizmerna velika ljubezen, ki je še vedno iztegnjena in ponujena vsakemu človeku. Tudi v tem decembru, v tem adventnem času. Če svoje grešnosti, svoje izgubljenosti še nismo prinesli pred naše Boga, storimo to danes. Povejmo, Jezus, tukaj sem. Odpiram ti srce. Sveti Duh, dotakni se mojega življenja. Odpusti mi vsak greh
In Jezus, daj mi moč, izpolni me s Svetim Duhom, da živim novo življenje, življenje zmage, da ne bom svoboden grehu, ampak da živim naprej v cilju, zaradi katerega sem bil ustvarjen. Amen. Božji blagoslov in čudovito nedeljo. Bodimo povezani v duhu. Dovolimo, da se Jezus razodeva v tem adventnem času, ko pričakujemo in bomo ponovno praznovali, se spominjali in doživljali, zakaj je Jezus prišel na ta svet. Amen.